Le kdo danes ne bi vedel, da sveže sadje in zelenjava vsebuje širok spekter koristnih snovi, predvsem vitamine in minerale. So nizkokalorična hrana z malo natrija, vsebujejo pa naravni sladkor, dosti vode, v njih ni holesterola. Za večino sadja in zelenjave velja, da so dober vir dietnih vlaknin, ki pomagajo pri boljši prebavi in dajejo občutek sitosti. Velikokrat pa si težko zapomnimo, zakaj nam katero sadje ali zelenjava bolj koristi, oziroma kaj vsebuje ena in kaj druga. Ali smo že kdaj opazili, da nam različne barve sadja in zelenjave prinašajo različno korist? Barvne molekule v rastlinskih živilih tvorijo več kot 2000 pigmentov, ki poleg tega, da jim dajo barvo, tudi vsebujejo močne antioksidante. Antioksidanti so še kako zdravi za naš organizem, saj nevtralizirajo proste radikale. Prosti radikali nastajajo v celicah pri naravnem procesu, ko se tvori energija s pomočjo kisika, žal pa ob tem lahko poškodujejo ali uničijo zdrave celice. Na splošno velja pravilo, da obstaja odnos med barvo sadja in zelenjave in aktivnostjo antioksidanta. Močnejše barve pomenijo tudi večjo antioksidacijsko moč. Poleg rastlinskih pigmentov, ki so v sadju in zelenjavi podskupina naravno prisotnih antioksidantov, pa tudi mnogo drugih fitokemičnih snovi pomaga varovati organizem pred uničujočimi toksičnimi substancami. Če torej uživamo različne vrste sadja in zelenjave, si zagotovimo pester vnos različnih dobrih snovi, ki skupno učinkujejo v boju proti različnim boleznim. Če smo potrošnik, ki je popolnoma odvisen od ponudbe živil na trgu, potem moramo načrtovati in na ta način zmanjšati zavržke hrane. Za sadje in zelenjavo je to še posebej pomembno. Kupujemo sveže, lokalno in predvsem sezonsko. Edino takšna sadja in zelenjava imata najvišjo možno hranilno vrednost, dokaj dobro obstojnost. Če kupujemo sadje in zelenjavo izven sezone, se pravi, ko ni sezonsko na trgu, pomeni, da je ta zelenjava in sadje, da sta bila že v nekih skladiščih in ne moremo vedeti, koliko časa. Torej, ko mi to kupimo in prenesemo domov, ne moremo pričakovati, da bomo s svojimi posegi za dlje časa ohranili svežino teh plodov oziroma vrtnin. Predvsem vrtnine so tiste, ki potrebujejo nekaj več vode, ker če pogledamo listnato zelenjavo ali korenovke, predvsem listnata zelenjava ima veliko površino in preko te površine voda močno izhlapeva. Zato je zelo smiselno glavo solate, radiča, nekje shraniti v plastični vrečki. Ta vrečka naj bo naluknjena, preluknjena, zato da lahko diha in to potem shranimo v hladilniku. Torej načrtujemo nakupovanje za nekaj dni vnaprej. Ne za en teden, 2 tedna, ampak za nekaj dni vnaprej. Pri nakupovanju bodimo natančni, bodimo zahteven potrošnik, izbirajmo samo sveže, z bleščečo kožo, naj ne bo uvelo, diskretno potipajmo, vidi se že na prvi pogled, ali je, torej znamo kupovati z očmi. Z očmi kupujemo svežost, predvsem svežost. Ko prenesemo živila domov, je pa pomembno več stvari. Tukaj moramo pa zdaj ločiti. Ali mi kupimo sadje, ki ga lahko skladiščimo mogoče nekaj dlje časa. V to skupino sodijo jabolka. Jabolka lahko dozoreva tudi doma, na domačem pultu, podobno kot kaki, tudi hruške. Vendar bodimo pozorni, to sadje opazujemo in ulovimo pravi trenutek za užitno zrelost. Češnje so zelo dober vir vitamina C, koristen vir kalija, fosforja, kalcija in dietnih vlaknin. Visoka je tudi vsebnost antocianinov. Češnje shranjujemo v zračni košarici v hladilniku. Njihova doba shranjevanja je zelo kratka, 2 do 3 dni. Češnje ubiramo s peclji in tudi pri nakupu smo pozorni, da izbiramo češnje s peclji. Na mestu, kjer je pecelj odtrgan, imajo mikroorganizmi prost vstop v sadno tkivo in tam se začne gniloba. Vsaka plesen
Tudi majhni, še tako majhni nagniti deli lahko pomenijo pojav toksičnih snovi, ki jih izločajo plesni tudi globoko v tkivo, zato takšno sadje in tudi plodove, zelenjavne plodove zavržemo. Marelice morajo imeti značilno intenzivno rumeno ali rumeno-oranžno barvo, biti morajo lepo oblikovane in čvrste. Pri nakupu izbiramo sadeže z gladko in napeto lupino, izogibamo se premehkih oziroma pretrdih marelic, bledorumenih in zelenorumenih nezrelih sadežev, ki so bili prezgodaj obrani, saj tudi kasneje ne dobijo pravega okusa. Ko so marelice obrane, ne zorijo več. Marelice so dober vir vitamina A, bakra, kalcija, kalija, kobalta, folne kisline, železa, bora, beta-karotena, vitamina C in tiamina. Marelice hranimo v hladilniku največ do 5 dni. Pri nakupu marelic bodimo pozorni na to, da izbiramo tiste, ki so bile obrane tik pred užitno zrelostjo, ker bodo takšne imele najboljšo aromo, najbolj bodo sočne in najbolj harmoničnim okusom. Marelice, ki so obrane predčasno, zelo slabo dozorevajo, tudi na sobni temperaturi in se kvečjemu zgubajo in nekoliko osušijo. Marelica na deznem krožniku je v takšnem stanju, da jo ne obrezujemo, ampak jo zavržemo. Če je marelica samo delno osušena, je senzorično na videz, je neprivlačna, vendar jo še vedno lahko uporabimo. Jo lahko zmeljemo, uporabimo v kakšnih drugih jedeh. Če le mogoče kupujemo lokalno predelane marelice, ker bodo te najboljše kakovosti, saj so obrane tik pred užitno zrelostjo, ki zagotavlja najboljše senzorične lastnosti. Marelice, ki so bile iz oddaljenejših krajev, obirajo pred idealnim časom zrelosti za obiranje in ne bodo dozirale v takšno senzorično ustrezno kakovost, ampak bodo postale zgubane, se bodo osušile. Nikoli ne bodo dosegle tiste prave zaželene užitne zrelosti. Grozdje vsebuje veliko mangana, magnezija, kalcija, vitamina C in vitamina B. Pri nakupu grozdja bodimo pozorni na barvo. Črno grozdje ne sme biti zelenkasto. Če je grozdje preveč zrelo, jagode odpadajo in gnijejo, lupina naj bo napeta in gladka. Hranimo ga v hladnem prostoru ali v hladilniku približno 1 teden. Pri nakupu sadja smo pozorni na to, ki je sadje na tržnici ali v trgovini hranjeno. Če kupujemo sadje hranjeno na sobni temperaturi, takšno sadje je ponavadi suho in zato mnogo bolj obstojno. Če ga bomo oprali, ga moramo zaužiti takoj. S tem, ko mi zmočimo površino kože, omogočimo razvoj mikroorganizmov. Voda je namreč medij za razmnoževanje mikroorganizmov. Pri embaliranem sadju, ta je ponavadi hranjen v hladilniku, je nekoliko več težav, zaradi tega, ker ne vemo, kakšne je kakovosti. Lahko se pojavijo skrita gnezda plesni, tako kot na tem primeru, ko smo grozd razpecljali, smo opazili veliko takšnih neužitnih plodov. Pri nakupu jabolk moramo biti pozorni, da olupek ni poškodovan in da jabolka niso obtolčena. Da vidimo, ali je jabolko čvrsto, ga rahlo stisnemo, saj so pogosto jabolka, ki imajo lepo barvo lupine, mehka in brez okusa. Jabolka zorijo naprej tudi potem, ko so utrgana. Če je med jabolki kakšno nagnito, ga moramo takoj odstraniti, saj le-ta okuži druga zdrava jabolka, ki tudi začno gniti. Vsebujejo veliko kalcija, kalija, pektina, magnezija, vitamina C in vitamina E, fosforja in beta-karotena. So zelo dober vir dietnih vlaknin. Jabolka lahko za krajši čas obdržijo svojo sočnost, če jih shranimo v hladilniku. Jabolka so naše jesensko sadje, najbolj razširjeno v naših krajih.
Zelo ga cenimo, ker ga je možno, ker ga je lahko skladiščiti dolgo časa, tako rekoč do naslednje sezone, v posebnih hladilnicah s kontrolirano atmosfero. In ta jabolka so izpostavljena pogojem, ker je dozorevanje prestavljeno na precej daljši čas, z zakasnitvijo za 6 do 9 mesecev ali še dlje. V domačih kleteh takšnih pogojev nimamo. Zato je smiselno, da jabolka kupujemo za sprotno uporabo, vendar je to sadje, ki bo tudi sicer na sobni temperaturi zdržalo kar nekaj časa. Vendar pri nakupu smo ponovno pozorni na to, da je jabolko bleščeče, čvrsto, da ima napeto kožo. Ko ga po nakupu prenesemo domov in če s samo zrelostjo še nismo povsem zadovoljni, ga lahko mirno pustimo, da dozoreva nekje na pultu ali na mizi. Če je jabolko videti udrto, je samo podpluto in to še ni gniloba. Iz tega se lahko razvije gniloba, vendar je tako jabolko potem, ko obrežemo ta rjavi del, še vedno uporabno. Drugače pa je, če ima jabolko že nakazano gnilobo, ki se pojavi kot rjava pika in se potem ta širi v notranjost, v tkivo. V tem primeru je smiselno jabolko ali zelo rigorozno obrezati ali pa povsem zavreči, ker so snovi, ki prihajajo v tkivo, zdravju škodljive. Vendar se moramo zavedati, da ko jabolka prihajajo iz hladilnic v trgovine, na pogoje, pri katerih zelo hitro dozorevajo, moramo ta jabolka tudi hitro porabiti. Ljudje še vedno cenijo, na podeželju še vedno gojijo stare sorte jabolk, zimske sorte jabolk, kot so kosmači, bobovci, voščenke, kar so dozorevale lahko še pozno v pomlad. Teh sort jabolk na trgu tako rekoč ne moremo dobiti. To so robustna jabolka, ob obiranju so popolnoma neužitna, trpka, potem pa med samim skladiščenjem počasi dozorevajo do tiste prave užitne zrelosti. Sadje, kot so pa jagodičasto sadje, jagode, maline, robidnice, borovnice, tudi češnje, vedno kupujemo v popolni užitni zrelosti in porabimo v najkrajšem možnem času. Jagode, če jih kupimo v trgovini in jih najdemo na polici v hladilniku, zapakirane, in če jih ne potrebujemo takoj, jih tudi v takšni obliki shranimo v hladilnik. Tako kot kupimo sadje ali zelenjavo, to nam je lahko vodilo, tako potem tudi shranimo doma. Viške je možno posušiti, jih je možno predelati v džeme, marmelade, v kompote, karkoli. Če teh možnosti nimamo, se pravi, da ne moremo shranjevati, ker nimamo skladiščnega prostora, ker nimamo pogojev za dobro shranjevanje, se tako velikim nakupom izogibamo.